Ukopavam se. Državljanke, dragi državljani, zopet sem med vami. Kajti slišal sem, da ste končne evropski skupnosti. Združena Evropa. Moja dolgoletna želja. To sem opisal že v svoji knjigi Mein Kampf. Ustanovil sem svojo vojsko, da bo čuvala mir v Evropi in v svetu. Osebno sem bil na manevrih, da vidim visoko pripravljenost svoje vojske. Gledam vojaka, pa ga vprašam, kaj delaš. Je rekel, ukopavam se. Pa sem rekel, daj nehaj kopat, se si že 4 metre globoko, kak boš pa videl sovražnika. Pa pravi, da ni radoveden. Gledam drugega. Ga vprašam, kaj počneš ti? Pa čist tiho pravi, sovražnika opazujem. Pa jaz tu čist tiho, kje pa je sovražnik? Pa pravi 5 kilometrov stran. Tajpel, pa le glasno govorimo. Je rekel, vi že lahko, jaz sem pa prehlajen. Gledam enega, jamra na strelišču, je rekel, drugače sem ostrostrelc. Je rekel, ampak danes nisem pa čist nič zadev, najrajši bi šel tjale za bunker, pa se ustrelil. Gledam njegovo tarčo, se rekel, pa za vsak slučaj vzem 2 patrona s seboj. Konc manevrov! Stojijo Patria pa topništvo pred enim dolgim mostom, pošljemo izvidnika, pa pride čez 1 uro nazaj, pa pravi, Patria pa topništvo lahko gre čez most, pešadija pa ne more. Pa zakaj ne pešadija? Je rekel, na drugi strani mosta en hud pes privezan. Gledat, sem šel, kako poučujejo mojo vojsko. Pravi oficir, Napoleon je šel na frontu v rdeči uniformi, če je bil slučajno ranjen, da vojska tega ne bi opazila. Kakšno uniformo bi oblekli vi? Pa čez dolgo cajta eden pravi, posrano. Je bilo oficirjev za 20, je rekel, če kaj buteljno v temu razredu ne ustanejo. Ko pa le eno ustane, pravi oficira, misli, da sam ti butelj. Je rekel, butelj nisem sam v narodno, ko sam vi stojite. Razlaga. Zakon težnosti je. Če vržemo kamen v zrak, bo padel nazaj na zemljo. Pa se najde eden pa vpraša, kaj če tisti kamen pade v vodo. Je rekel, to nas neč nabriga, s tem se ne mornarica ukvarja. Gledat, sem šel, kako regrutirajo mojo vojsko. Tam sem še jaz opazil, enmo so tako škripali škorni, sem rekel, da je ukradeno, ko tak škripa. Je rekel on, jaz v te vražena, verjamem, če bilo to res, bi mi tudi kapa škripala. Tek, zdaj pa zares. V imenu Rajha, v imenu svoje stranke, v svojem imenu vam želim srečno novo leto.